ti dresi so pole tam gor, zato da me opominja, kje sem enkrat bil, kje je moj potencial in proti čemu grem. Se mogoče zaradi tega se mi tudi potem pozna na moji postavi, ker treniram bolj za moč. Ne zgledam kot nek fitneser, ampak meni osebno je bolj pomembno, kako se počutim in ne toliko, kako izgledam, čeprav tudi to bi bilo lahko boljše. In tu se mi zdi ful pomembno za tiste, ki imate že tako stresno življenje, ali pa ste malo bolj občutljivi tipi, ali pa čutite recimo, da imate centralni nervozni sistem malo pobremenjen. Je pomembno, da niso pole še treningi zelo intenzitetni, ker to bo še dodatno obremenilo telo, bo še dodaten stres in to ima lahko potem razne posledice. Lepo pozdravljeni v novem vlogu Beneseri. Ta vlog bo trening vlog in sicer popeljal vas bom s sabo na moj trening v fitnessu. Zdaj se vozim v moj home gym v Krasnem, tle v Brdih. Tako da v tem videu vam bom pokazal, kako jaz treniram v fitnessu in bom malo govoril od tega, zakaj tako treniram, kakšni so koristi teh mojih treningov in kako izgledajo treningi in fitness na tedenski ravni. Tako da to je to za začetek, pa kar gremo. Evo nas, prišli. Tako izgleda moj home gym. Tako da ja, evo, tu je moj home gym. Tu sem začel delati med drugim lockdownom, se pravi konec 2020, začetek 2021. Sem se uštimo tu doma, prej je bilo tle neuporabljen prostor, zdaj sem pa pole tega tako preuredil in od takrat treniram malo tukaj, malo drugje po gymih. Ok, zdaj lahko izkoristim tu priložnost, da še malo povem, kako potekajo moji treningi, fitness in tako naprej. Meni je odmeraj bilo všeč trenirati v fitnessu. Začel sem začetek srednje šole, takrat se me je bolela kolena, ker sem ful na hitro zrasel v konc osnovne šole. In potem sem začel delati v fitnessu in takrat mi je bilo ful všeč, zaradi tega, ker sem videl, da stvari so odvisne samo od mene, se pravi, bolj, ko sem se jaz trudil, več napredka sem tudi takrat potem dobil in takrat po parih mesecih fitnessa so me potem tudi nehale boleti kolena. In v bistvu skozi odbojko, kadar smo trenirali, kadar sem še igral, je bil fitness eden izmed glavnih delov tudi fizične priprave in tako tudi potem med sezono. Tako da tudi potem med sezonami, se pravi poleti, ker nismo imeli treningu, sem jaz vedno treniral sam v moji režiji v fitnessu in bilo zmeraj ful všeč. Potem, ko sem enkrat zaključil odbojko, je bilo nekaj časa, ko nisem treniral, ker me v bistvu takrat me tako fizično skurlo, da pole nekaj časa sem rabilo telo, da je prišlo k sebi. In potem, ko sem začel spet trenirati, od takrat pa do zdaj treniram podobno. Osnova je ista, se pravi, treniram bolj trening moči, se pravi, manj ponovitev z višjimi kilogramami in pa tudi večinoma so moji treningi sestavljeni iz teh osnovnih gibalnih vzorcev, se pravi počep, bench, deadlift, ta overhead press, veslanje in tako naprej. Se mogoče zaradi tega se mi tudi potem pozna na moji postavi, ker treniram bolj za moč. Ne zgledam kot nek fitneser, ampak meni osebno je bolj pomembno, kako se počutim in ne toliko, kako izgledam, čeprav tudi to bi bilo lahko boljše. Zakaj mi je najbolj všeč trenirati za moč? Ker v bistvu, kadar treniraš ti za moč, potem krepiš tvoje telo, krepiš nervozni sistem in potem posledično tudi nasplošno v življenju si močnejši in lažje prenašaš neke stresne izzive oziroma vse situacije, ki ti jih prenese življenje. Tako da v bistvu zdaj zadnje 2 leti sem v bistvu večinoma treniral za moč. Bolj natančno sem treniral po principih powerliftinga. Lani sem treniral z aplikacijo imenovano Juggernaut AI. V bistvu to je aplikacija za umetno inteligenco, ki temelji na principih powerliftinga. Tako da s tistim programom sem bil ful zadovoljen, pa sem dobil ful rezultatov. Konec aprila 2024 sem imel po programu tudi ta MIT oziroma test moči, v katerem sem tudi dosegel svoje najboljše številke v
zadnjih letih. Na počepu sem dosegel 135 kg za eno ponovitev, na benchu 105 in potem na deadliftu 150. In v bistvu potem konc lanskega leta, se pravi 2024, mislim, da je bilo tam septembra, oktobra, sem potem malo zamenil program in sem zdaj trenutno treniram z programom imenovanim Evolve AI. V bistvu Juggernaut in Evolve AI sta zelo podobna, izvira sta iz istih principov, ampak sta malce drugačna. In v bistvu zdaj sem, kot lahko vidite tukaj na screenu, bom dal zdaj posnetek iz mojega telefona, iz aplikacije. Zdaj sem trenutno v tednu 17, se pravi opravil sem že 2 bloka hipertrofije in 2 bloka moči. V bistvu tako Juggernaut kot Evolve AI temeljita na tako, da je v bistvu prije najprej hipertrofija, kjer zgradiš nove mišice, in potem prije faza moči, kjer te mišice narediš močnejše, in potem na koncu je še ta peak blok, se pravi nek vrhunec, kjer potem stopnjuješ formo do mita. Zdaj sem, se pravi, v tednu 17 opravil sem 2 bloka hipertrofije, se pravi 2x po 4 tedne hipertrofije in 2x po 4 tedne moči. V bistvu programi so tako sestavljeni, da je progressive overload, se pravi začneš z manjšimi kilažami, manj ponovitev, in potem vsak teden je večja kilaža, več ponovitev, in potem po 3 tednih potem narediš en deload, da se potem nervozni sistem in telo malo opomorejo, in potem spet začneš. Tako da zdaj sem v tednu 17, danes je ponedeljek, tako da bom naredil trening 1 in 2. Program je sestavil malo lažje treninge in sem videl potem skozi ta cikel te aplikacije, da v bistvu samo en dan mi je premalo, tako da ponavadi prvi dan naredim dan 1 in dan 2 in potem konec tedna naredim še dan 3. Tako da danes za dan 1 imam najprej competition squat, se pravi low bar squat. Prvo imam top set in potem zatem še 1, 2, 3, 4 drop sete. In potem bom šel na dan 2. V dnevu 2 je pa potem bench, 3 count pulse bench, se pravi, da se ustaviš na prsih in potem potisneš spet gor. Imam top set in potem še 3 drop sete. In potem imam še par vaj za hrbet, eno vajo za ramena in potem še biceps in triceps. Tukaj bom naredil potem še malo trebuha, kora, ki je še z dneva 1. Tako da to je to. Zdaj bom posnel, kako treniram, pa bom napisal zraven vse te stvari, koliko so kilaža in tako naprej, tako da lahko kar gremo.
Tako zdaj sem med pauzo, med seti, vajami, tako da zdaj lahko še malo predstavim ta moj fitness. Se pravi, tukaj vidite od zadaj imam tako heavy duty kletko. V bistvu, kadar sem začel planirati za fitness in kaj bi vse dal noter, sem gledal, da bo ustrezalo mojem načinu treninga oziroma kaj jaz rad počnem. Sosed dela z železom in pole sem mu dal načrt kletke, tako da mi je pol on naredil, ko je pa šlo malo bolj poceni in tako. Pa je tam od zadaj so koluti, nekajski bumper koluti, pa je tukaj imamo eno tekalno stezo, ki zdaj trenutno je v kvari, tako da nabira prah. Tle imam še en Orbitrek, tle manjka še eno kolo, ki je tam doma, da honim mama in tata. Tle od zadaj imamo eno multifunkcijsko napravo, ki sem jo kupil od soseda, ki jo ni rabil, tako da lahko delam pole accessory vaje. Tle imam ful enih različnih stvari, od prostih uteži, pa razni pripomočki in tako. Bi vam pokazal pa še tam zgori, kar lahko vidite. Imam dva dresa. Tata prvi dres je od Calcita. To je prvi dres iz Calcita, kjer sem bil prvo leto. In tata drugi je iz moje najboljše sezone pri Geni Voliju. In tam imamo še od The Rocka, Dwayne The Rock Johnsona, Iron Paradise, tako da sem malo tako opremil ta moj fitness. V bistvu, zakaj sem dal drese tja gor? Hočem, da me spominja, kje sem nekoč bil fizično, mentalno, ko sem bil v enem takem svojem fizičnem piku, oziroma ko sem enkrat bil v vrhuncu svoje fizične zmogljivosti in ti dresi so pole tam gor za tega, da me opominja, kje sem enkrat bil, kje je moj potencial in proti čemu grem. Tako da. Prej sem vam pozabil pokazati pa še, kaj imam tle po stenah. Če začnemo na tej strani, tle imam par plakatov za kvoti. Prvi je ta Arnolda Conquer, se pravi osvoji. Arnold je eden izmed goatov Olimpije in bodybuildinga. Poleg tle imamo tako znanega Ronnie Coleman, Lightweight Baby. Tle ta slika je tam, ki je delal za 1000 poundi. Tle imam plakate še dveh mojih najljubših albumov, Linkin Park, Hybrid Theory in pa Meteora. Tle imamo potem še nekaj od Valentino Rossija, ki je bil eden izmed herojev, ki smo gledali celo otroštvo, kako je zmagal na MotoGP-ju in tako naprej. Tukaj na tej steni imamo tle prvo en quote Dwayna The Rocka Johnsona, Blood, sweat and respect. The first one you give, the last one you earn. Ta quote je bil eden izmed mojih najljubših, ki sem odraščal in ki sem se razvil.
ki pravi, da moraš biti zmeraj the hardest worker in the room, tako da ti se mi ful všeč. In poleg tega imamo še par spominov, Crvena zvezda, Neka Brda, moj prvi nogometni klub, potem imamo tle še par iz odbojke, tle še par zastav, Roma, moj najstniški klub, za katerega sem navijal, ko sem igral še nogomet. Tle spomini iz Barcelone, ki so bila s prijateljem. Tako da tu je potem, tu je ta moj home gym. Več zdaj, zadosti govoriti, jaz zdaj naprej trenirati. Eko, jaz sem zdaj zaključil, ko ste lahko videli na videu v tem vlogu. Prvo sem imel 5 serij počepa, prva serija je bila Enkatena z 110 kg in potem še 4 serije po 5 ponovitev 85 kg. Pa sem se ohrel bench s 3-sekundnim zadržkom na prsih. Najprej sem naredil 65 in potem še 3 serije po 4,60. In potem sem imel še asistenčne vaje, hrbet, ramena in roke, biceps, triceps. Na koncu sem mislil narediti še nekaj kora in trebušnih, sem malo zjeben in je že v redu tako. Zdaj po poti bom pa še malo povedal, zakaj mi je všeč trenirati za moč in pa še eno stvar, ki jo delam med samimi seti in kako mi tisto pomaga pri poštnem življenju. V bistvu potem, kadar me je prvič skurilo telo, to je bilo 2017-2018, takrat sem mogel narediti eno pauzo s treningom, fitnessom in tako naprej, ker se je moglo moje telo pomoči in regenerirati. In takrat sem ful raziskoval, kaj lahko naredim na temu, da spet okrepim telo in ga naredim spet močnejša. In takrat se spomnim, sem spremljal in še vedno zdaj spremljam Emily Schromm. Emily je tudi osebna trenerka in zdaj se dosti ukvarja tudi s spiritualnostjo, duhovnostjo in tako naprej. In v bistvu v tistem času je tudi ustvarjala ona vsebine za tako imenovan adrenal fatigue oziroma adrenal insufficiency. To v bistvu po slovensko prevedeno je utrujenost nadledvičnih žlez oziroma nadledvična izčrpanost, do katere pride kot posledica izgorelosti, burnouta in tako naprej. V bistvu tudi njej se je zgodil ta adrenal fatigue in v bistvu ona je videla, da če ti kombiniraš
visokointenzitetne treninge skupaj z močjo, fora CrossFit. Takrat obremeniš centralni nervozni sistem in kadar je centralni nervozni sistem preobremenjen, pride potem lahko tudi do izgorelosti in takrat sem se jaz naučil, da moram imeti ločeno treninge, se pravi kardio posebej in pa trening za moč posebej in od takrat naprej sem začel trenirati tako, da recimo 2krat na teden v fitnessu striktno samo za moč in med samimi setami in vajami zadosti počitka, da se potem telo umiri, da se malo obnovi zaloge energije, da se malo centralni nervozni sistem umiri in potem grem znova. In v bistvu potem enkrat do 2krat na teden naredim tudi malo kardiota, čeprav hoja ni prav kardio, ampak še vedno je neki kardiota. In tu se mi zdi ful pomembno za tiste, ki imate že tako stresno življenje, ali pa ste malo bolj občutljivi tipi, ali pa čutite recimo, da imate centralni nervozni sistem malo obremenjen zaradi stresa, preizkušenj v življenju in tako naprej, je pomembno, da niso še treningi zelo intenzitetni, fora CrossFit in tako naprej, ker to bo še dodatno obremenilo telo, bo še dodaten stres in to ima lahko potem razne posledice, tudi nadledvična utrujenost in pa če se predolgo vztraja v tem ritmu, lahko pride tudi do izgorelosti, izčrpanosti in tako naprej. In v bistvu še ena stvar, ki jo jaz rad delam med fitnessom, se pravi med setimi na vajah, kot potem tudi med vajami, je v bistvu itak, kadar počivam, provam tudi umiriti svoj srčni utrip. Ponavadi nosim tudi pametno zapestnico oziroma sledilc, imenovan Whoop. Danes sem pozabil doma, tako da vam ne morem nič pokazati, ampak ponavadi potem tam spremljam moj srčni utrip in kadar mi, se pravi med setom, mi itak normalno srčni utrip narase in potem, ko je konc seta oziroma med samimi vajami, provam zbiti srčni utrip dol z dihanjem, z tehnikami za pomiritev, relaksacijo. V bistvu tu sem ful časa zadelal, potem sem pa videl in podcast oziroma izsek iz Huberman Lab podcasta, kjer je govoril, da je to v bistvu ful dobra biofeedback vaja, ker v bistvu s to vajo potem tudi mi učimo svoj nervozni sistem, da se zna umiriti in prehajati iz simpatika v parasimpatik. Se pravi, simpatik je del centralnega nervoznega sistema, v katerem smo, kadar smo pod stresom, kadar smo v aktivaciji. Parasimpatik je pa potem, kadar smo mi zrelaksirani in v stanju sproščenosti. In v bistvu, če to mi delamo potem med treningom, dodatno učimo telo, kako se lahko tudi skozi življenje, kadar pademo v simpatik, kadar smo pod stresom, da se potem lahko lažje in hitreje umirimo in preidemo v parasimpatik. Ker če smo stalno v simpatiku, smo stalno pod stresom in to vemo, da povzroča razne težave in kronične bolezni. Tako da to je to, s tem tudi zaključujem današnji vlog. Upam, da vam je bilo zanimivo in ja, to je to. Zdaj imamo prihajajoči podcast, ki je tudi vezan na tematiko tako fitnessa, kot potem tudi duševnega zdravja, tako da se ful veselim za tega, tako da sledite nam, naročite se na naš kanal, tako tukaj na YouTubeu, kot potem na vseh audio platformah, dajte nam slediti na socialnih omrežjih, tako za izseke iz podcastov, kot potem tudi za napovednike za nove podcaste. Tako da to je to, lepo vas pozdravljam, imejte lep dan, pa se vidimo. Čau, čau.